rečeno dobrodošli na to nedeljo v naši krasni knjižnici, v čast tega, da je tudi ta mesec posvečen knjigi, tako da nekako je zdaj že drugič, da se aprila na prvo nedeljo družimo v tej naši res zdaj že nekaj časa prenovljeni knjižnici, ki je en prostor, eno središče, eno srečališče, ena taka lepa, utripajoča točka našega muzeja. Letos praznujemo tudi 75 let, to ves čas že govorimo, in to leto namenjamo tudi našim donatorjem. In kot se velikokrat zgodi v teh procesih, se je tudi tokrat zgodilo nekaj krasnega in lepega. In moram na začetku povedati, da res smo veseli, da je z nami tudi novi donator našega muzeja. You're a new donor of our museum, Laurenz Kraj. We know you, you're actually from Brežice, even though... Yeah, you actually... Yes, I'm actually, but I'm feeling also. Tako, naš donator, ki je v prejšnjem tednu doniral v muzeju novo sliko Alenke Gerlič, ampak o tem kasneje, zato ker pač bomo potem res se zahvalili našim gostjem, da bo še lahko naprej delati. Sem pa rekla, da na začetku, se pravi, da jih pozdravimo in da poslušajo se eno krasno skladbo našega gosta. I said that you have to listen one piece, one music, one part of his excellent accordion masterpieces, yes. Our young guest, Andraž Kovačič, he is actually a third grade secondary student, yes, in Novo Mesto, in the high school, in the gymnasium, where Robert is the professor of geography. So everything is connected, but for the start, for this welcoming you in Brežice, the first song, and it will be Piazzolla. Yes. Yes, Astor Piazzolla. Escuola. Tako ste razumeli, ne, Astor Piazzolla, ponovno spet pri nas mojster harmonike, Andraž Kovačič, dijak 3. letnika gimnazije Novo Mesto. Hvala lepa, da si spet z nami in lepo prosim, izvolite.
Najlepša hvala za ta odličen uvod v ta večer. Prišla je tudi prijateljica Alenke Gerlovič, Tatjana Pinoza, kar prosimo prvo vrsto. Lepo pozdravljeni. Se opravičujemo, ker smo vas malo narobe usmerili. Niste vedeli, da imamo lepo novo knjižnico tudi v muzeju. To je bilo. Ja, ampak nič hodega. Samo da je vse prav. So now, thank you. This is the first part. You can go to work again. It's not a problem. You can stay. It's just you have two options. So yeah, and come back. Maybe just we give you half an hour and you come back and he will play again. Okay. See you later. See you again. Yeah. Thank you very much. You can stay. You understand Slovene almost. Yeah, almost. Yeah. Gostja naša Krise iz Grčije je včeraj že prav lepo spremljala slovenske besede in ko sem jaz kaj urejala, rekla, now I know what you are talking to. Da si to, je bo točno povedala, kaj sem urejala. Ampak dobro. Hvala lepa za ta krasen uvod. Se pravi, prva nedelja v aprilu je namenjena spet naši knjižnici, knjigam in mislim, ki jih naš donator Robert Šupe zelo rad deli z nami, ampak tokrat ni to tako klasičen večer, kot smo imeli sedaj, ampak povezujemo več donatorjev. In zelo zanimivo se je zdaj zgodilo, da glede datuma lahko povežemo dve izjemno pomembni gospe, ena je bolj z 19. stoletja in druga iz 20. stoletja. Da pravi, mogoče ste opazili, da smo včeraj obeležili 200-letnico rojstva Josipine Hočevar, gospe, ki je ogromno res darovala na začetku 20. stoletja, umrla 16. marca 1911, rodila se je 6. aprila 1824 in skozi njeno poroko in skozi njeno življenje sledimo izjemnim donacijam. Tako šolam, kot bolnicam, kot za novo cerkva, za ustanovitev nove župnije v Krškem. Recimo financirala je študij Ivana Zajca, ki je v Sloveniji zelo znan, ker je seveda potem bil izbran za upodobitev Franceta Prešerna na glavnem trgu v Ljubljani, na Prešernovem trgu. Se pravi, gre za izjemno žensko, ki je zase pravila, da je dobro gospodinjila, ampak seveda vemo, da je odlično gospodarila. Jaz bi se zdaj lahko govorila o njej dolgo, ampak gre res za gospo, ki je pač tisto, kar je zaslužila z različnimi gospodarskimi dejavnostmi, kar je tudi podedovala po možu, kar je v bistvu, kar sta uspela ustvariti, je ogromno dala tudi drugim. Tako da, če bi bila kakšna Josipina, bi najbrž že razmišljala, kako bi lahko podprla to odličnost našega gosta, Draža Kovačiča, bi jo že malo hecali za kakšno štipendijo, mogoče vseeno, vsakim zgledom se kdo tudi najde. No, potem seveda izjemno pomembna donatorka Posavskega muzeja Alenka Gerlovič, rojena v Župeči vasi, kasneje bomo o njej malo več zvedeli. To sta recimo dve ženski, ki jih častimo danes. In seveda imamo dva živeča donatorja. Pravi, imamo našega Roberta Šupeta, ki je naš stalni donator že vrsto let. In našega novega donatorja, gospoda Laurensa Kraja, ki je tudi prijatelj muzeja, tudi meščan, prihaja od drugod, ampak nekako se lepo je vklopil v našo družbo in smo veseli, da si imamo strpljenje. Ampak tudi tem malo kasneje, ker začel pa bi vseeno ta večer Robert s tem izborom, ki ga ima za danes. Tako. Tako, torej, kar rečemo tem našim dogodkom, da so to klasični večeri. Jaz se običajno odločim za kakšna stara besedila. Lahko, da so iz starega veka, lahko, da so iz poznejšega obdobja. Vem, da smo že imeli Marka Aurelija, Shakespearea, Dantea in tako naprej. Danes sem se odločil za Schillerjevo tragedijo v 5 dejanjih Marija Stuart, torej škotska kraljica, ali kako so jo rekli tudi katoliška kraljica. Po Sloveniju jo je France Cegnar in je bila izdana v celovcu 1861. Tukaj imam originalen faksimil, torej faksimile te knjige. No, jaz sicer sploh zelo rad arhaično slovenščino, tako da
z veseljem jo bom tako prebral, kot je to tukaj noter zapisano. Seveda je to dosti obsežno delo, mi bomo danes imeli samo en odlomek. Tako pravi, prvo dejanje v gradu Fotheringhays soba. Prvi nastop. Hausa Kennedy. Dojnica škotske kraljice v hudem prepiru s Pavletom, ki hoče kovček odpreti. Dragan II, njegov pomočnik z vetlihi. Kennedy. Sir, kaj pa spet delate? Predrzni človek. Preč od predal. Pavlet. Lej, odkot ta lišt? Iz gornje izbe so ga vergli dol. Da, podkupili bi vrtnarja žnim. Prekleta bodi ti zvijača ženska. Iskal in pazil sem že noč in dan. Nahajam se, le še zdaj zaklade skrivne. Spravi se čez kovček. Kje je to bilo? Tamkaj bo še kaj. Kennedy. Predrznik, preč, skrivnosti hrani tu gospa. Pavlet. Teh ravno iščem. Dobi nekaj pisem. Kennedy. Poskušanje vrezanih peres, da si čas krajša v žalosti in tožni ječi. Pavlet. Hudoba dela v brezposelnih urah. Kennedy. V francoščini so spisane. Pavlet. Še uje. Sovražnik naš ta jezik govori. Kennedy. Poskušajte pisem do kraljice vaše. Pavlet. Te izročim. Lej, kaj se sveti tu? Odperil je skriven predal in prinesel lišpa z njega. Kraljevi šapelj dragih kamnov poln, francoske lilije so všite nanj, da ga spremljevalcu. Naga, druri, to deni k unemu. Kennedy. Sramotna sila, ki se nam godi. Pavlet. Nevarna nam je, dokler kaj ima, ker v njeni roki je orožje vse. Kennedy. O milost, sir, pustite zadnji lišp, življenja nam, jetnico veseli, spomin nekdanjih veličastnih dni. Saj drugo vse ste nam že davno vzeli. V pošteni roki je. Ne bojte se, pošteno verne se o svojem času. Kennedy. Kdo mogi bi verjeti, da kraljica prebiva v golih, pustih teh zidovih? Kje je nebo nad njenim sedežem? Nožica nežna, vajena mehkobe, hoditi mora po tem pustem tlaku, s kositerjevo in posodo strežem, ki zadnja plemkinja jo zaničuje. Pavlet. Gostila, stako je moža v sterlinu, s hotivcem sama pa je iz zlata pila. Kennedy. Še zrcala ji ne privoščite. Dokler nečimerno obličje gleda, ne neha upati in žugati. Kennedy. In buke umanjka ji za dušno hrano. Pavlet. Pustili smo ji sveto pismo, naj srce poboljša. Kennedy. Citre ste ji vzeli, Pavlet, ker pela pesmi je zaljubljene. Kennedy. Kako godi se mehki knežini, ki bila je že v zibelje kraljica, odrasla na dvorovih medičejskih, v naročji preobilne radosti. Dovoljni, da ste vzeli jim mogočnost, še revni liški tergate iz rok, uda na zadnje blago se srce v nesrečo hudo ali britko peče, izguba malih radosti življenja. Hvala lepa, Robert. O številnih radostih življenja lahko razmišljamo tudi, kadar poslušamo Štrausove skladbe. Ja, in preden se posvetimo Alenki Gerlovič, nas čaka ena prav znana polka, boste videli. Verjamem, da boste prepoznali. Andraž Kovačič. Thank you.
Najlepša hvala. Če stanemo malo v tem času, naprimer včeraj so v Cerkljah ob Krki praznovali 170 let šolstva. Tudi oni so se spomnili Josipine, ki je darovala kar nekaj lepega denarja za šolo novo v začetku 20. stoletja. Tako še en tak kratek usadek v to zgodbo. Zdaj pa vabim sem kaj blizu našo kustosinjo umetnostno zgodovinarko, Andrejko Vabič Nose. Evo, danes se prvič predstavlja naši publiki kot naša nova svetovalka. In je že dobila prvo nalogo, tako da prosim, vam bo predstavila Alenko Gerlovič. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Torej, danes bi vam rada predstavila Alenko Gerlovič ne samo kot pedagoginjo in slikarko, ampak predvsem kot donatorko Posavskega muzeja Brežice. Alenka Gerlovič se je rodila 17. septembra 1919. Otroštvo je preživela v Brežicah, kjer je bil njen oče Franc Gerlovič, okrajni in kopališki zdravnik v Čateških Toplicah. Leta 1929 je oče prevzel mesto ravnatelja Splošne bolnišnice v Ljubljani, zato je Alenka študij nadaljevala na Poljanski gimnaziji. Med leti 1937 in 1941 je študirala na Zagrebški likovni akademiji, pri profesorju Krstu Hrigedušiču risanje, pri profesorju Vladimirju Beciču slikarstvo. Med vojno se je vključila v osvobodilno fronto, delovala kot ilegalka in se leta 1944 umaknila v partizane. V grafičnem ateljeju Centralne tehnike Komunistične partije Slovenije je sodelovala pri likovni opremi partizanskih tiskov. Po vojni se je zaposlila v Slovenskem narodnem gledališču kot scenografka, vendar je že leta 1946 postala likovna pedagoginja. Od 1946 do 1958 je učila na različnih gimnazijah v Ljubljani. Od 1958 do 1965 je poučevala na več osnovnih šolah in na Centru za estetsko vzgojo mladine, sedanjem pionirskem domu. Od leta 1965 do upokojitve 31.12.67 pa je ustvarjala kot svobodna umetnica oziroma samostojna delavka v kulturi. Kot likovna pedagoginja je v pouk uvajala nove metode, predavala, pisala strokovne članke in knjige. Za poljudno znanstveno knjigo Likovni pouk otrok je leta 1968 prijela Levstikovo nagrado, ki jo podeljuje založba Mladinska knjiga za dosežke na področju otroške in mladinske književnosti. 3 knjige, ki jih je gospa Alenka Gerlovič napisala, si lahko ogledate tudi tukaj na tej mizici potem po dogodku. Ob zahtevnem pedagoškem delu je Alenka Gerlovič živela za slikarstvo. Vsak prosti trenutek je iskala navdih. Med letoma 1953 in 1957 je poletje obiskovala Makedonijo, pogosto je pohajkovala po Dalmaciji, hkrati pa motive našla na študijskih potovanjih od Francije pa do Kitajske in Peruja. Za likovni opus, predstavljen na razstavah, je leta 1981 prejela nagrado Prešernovega sklada. Med pripravami na ta dogodek sem v arhivu našla različne dokumente in kataloge, ki pričajo o dolgi povezanosti avtorice Alenke Gerlovič in Posavskega muzeja Brežice.
Prvih pet del ustvarjenih v tehniki polivinila acetata na lesonitu iz cikla Glasba za kamnite orgle je Alenka Gerlovič v zbirko muzeja podarila že leta 1978 za razstavo v občinski matični knjižnici Brežice. 2 leti kasneje pa je Mitja Guštin kot predsednik izvršnega odbora kulturne skupnosti Brežice predlagal, da bi Gerlovičeva zbirko slik podarila za stalno zbirko posavskih umetnikov v Posavskem muzeju Brežice. Umetnica je seveda ponudbo z veseljem sprejela in za donacijo pričela zbirati svoja najboljša dela. Naslednja donacija muzeju je bila uresničena po razstavi v prostorih Posavskega muzeja Brežice, ki je bila na ogled od 11. maja do 4. junija 1995. Avtorica je na razstavi predstavila 35 del, nastalih po letu 1980, ki jih brežiško občinstvo še ni imelo priložnosti videti. V zbirko muzeja je Gerlovičeva podarila 10 del predstavljenih na razstavi in 12 del, ki jih je zbrala iz osebne zbirke. Skupaj sta bili donaciji predstavljeni na razstavi v Posavskem muzeju Brežice od 3. februarja do 10. aprila 2005. Ob tej razstavi je nastala tudi vrsta razglednic, nekaj jih je na voljo na mizi, si jih lahko gledate in po dogodku tudi vzamete s sabo. Že naslednje leto, torej leta 2006, je muzej ponovno pripravil razstavo Alenke Gerlovič, tokrat akvarelov. Donacija 33 akvarelov se je uresničila po razstavi v galeriji Posavskega muzeja Brežice, ki je bila na ogled od 21. septembra do 9. novembra 2006. V letih 2008, 2009 in 2010 je Alenka Gerlovič Posavskemu muzeju Brežice podarila številne slike, ilustracije, grafike, risbe, skice, osnutke, kartone z osnutki za slike, skicirke in dokumentarni material. V zbirki muzeja tako najdemo 1354 inventariziranih del, med njimi so slike naslikane z akrilom, akvarelom, skice, kartoni za slike, osnutki in grafike. Avtorica je muzeju podarila tudi ves osebni arhiv, ki v muzeju trenutno obsega 51 škatel. V njem najdemo osebno korespondenco, dnevnike, članke, razglednice, diapozitive, prospekte in številni drugi material. Izbore iz donacije je Posavski muzej Brežice predstavil na stalnih in občasnih razstavah, v lastnih prostorih in na razstaviščih v Sloveniji in izven njenih meja. Naprimer leta 2009 v Mestni galeriji Ljubljana in v galeriji Razvid v Zaprešiču. Naslednje leto v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju, leta 2012 v galeriji Samoborskega muzeja, leta 2019 v Narodni galeriji Republike Severne Makedonije in v Moderni galeriji Studio Josip Račić v Zagrebu. Tega leta je Posavski muzej Brežice z razstavami del Alenke Gerlovič sodeloval tudi v medinstitucionalnem projektu Likovni svet Alenke Gerlovič 1919-2010 v organizaciji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Posamezna dela iz donacij so bila predstavljena tudi na številnih skupinskih razstavah v Posavskem muzeju Brežice in drugje. Prispevek Alenke Gerlovič k zbirki Posavskega muzeja Brežice je prepoznalo Slovensko muzejsko društvo in je leta 2007 podelilo Valvazorjevo priznanje. Istega leta se je za izkazano ljubezen do kraja in donacijo muzeju zahvalilo tudi mesto Brežice in jo imenovalo za častno občanko. Alenka Gerlovič, slikarka, pedagoginja in donatorka Posavskega muzeja Brežice, je umrla 9. decembra 2010. Hvala. Želeli smo danes res povedati Alenko in Roberta, oba pedagoga, oba tudi pišoča, oba tudi prejemnika Valvazorjevega častnega priznanja, zato ker sta, s čimer sta obogatila naš muzej in seveda tudi celotno muzeološko srenjo v Sloveniji.
Za Alenko Gerlovič, ne, recimo, to bo še Robert napisal, kakšne spomine, da, no, ne vemo še, ne. Ja, sej vemo, sej si še zelo mlad. Tako da je, to je pa v bistvu knjiga Okruški mojega življenja Alenke Gerlovič, kjer v bistvu v Brežicah tudi piše Brežice, kraj srečnega otroštva, ne. Tako da je res imela rada Brežice. In to si boste lahko tudi malo ogledali. Smo pa veseli, no, da ima Brežice rad tudi naš novi donator, že danes večkrat poimenovani naš gospod in gospod prijatelj Lawrence. Now I'm explaining the story with you. Se pravi, ki nam je pa kot novo donacijo ponudil tole izjemno lepo sliko iz leta 1965, pa ga zdaj povabim, da nam razloži, kako je do tega prišlo. So now the floor is yours. Maybe you can stand by the painting. Is that okay? Govoril bo angleško in bom pa potem pač malo to povzela, čeprav verjamem, da boste večini tudi razumeli. Please, yeah. You can say, yeah. Okay. Yeah, and now it's your turn. Okay. It's my turn. Dobar dan, jullie. Moje Slovenčina se slabo, so I will speak in English. The friendly young woman, Andrejka, who received the painting by Alenka Gerlovič, asked me to say a few words about this painting. First of all, I would like to say that it's with a great pleasure that I can donate this painting by Alenka Gerlovič to the museum. Can I translate a bit? You can translate. Yeah. Naš dragi prijatelj Lawrence je povedal, da je prijazno to sliko sprejela naša mlada kolegica Andrejka Vabič-Nose in da ga potem prosila, da pove nekaj besed. Najprej je zelo vesel, da je lahko našemu muzeju doniral to sliko, se pravi sliko Alenke Gerlovič. Please, yeah, continue. It hung on the wall in my home for years. Now it offers the opportunity to be viewed by visitors to the museum. When receiving and registering, I was asked about the name of a specific meaning or of the painting for me. It seems simple, just a vase of flowers painted on linen. No, ta slika je dolga leta visela na steni njegovega doma, on pa živi v Brežicah, tam, kak je že tu ulica, bom takoj našla. Katera ulica je to? Trg izgnancev, ja, na Trgu izgnancev. In sedaj pa se veseli, da bo seveda ta slika javno dostopna in da bomo obiskovalci tudi dostop do nje, obiskovalci muzeja. Ko je v bistvu bil vabljen, da predstavi to, je bil vabljen tudi, da predstavi, kaj mu pomeni oziroma ali pozna pomen te slike. In je rekel, da se mu zdi, da je seveda to zelo enostavno, samo pač rože v vazi, ne, ki so, kar je naslikano na platno. Yes, yeah. We all know the meaning of receiving a bouquet of flowers. What flowers say to you is in all languages. Only you don't listen with your ears, but with your heart. I'm almost certain that Alenka Gerlovič started this painting with this in her mind. Mi vsi poznamo pomen, ko prejmemo šopek rož, kaj tiste rože vam povedo, kaj te rože povedo v vseh jezikih in seveda to moramo poslušati drugače, ne z ušesi, ampak s srcem.
in on je prepričan, da je Alenka Gerlovič naredila oziroma pričela in tudi je slikala to sliko prav s to mislijo, ne, se pravi, da gledamo tudi in poslušamo seveda tudi srcem. That's it. Present for you, yeah. Oh, nice. Yeah. Okay, you can do that. Thank you very much. Ja, najlepša hvala, to je res lep primer. You can sit down, yeah. Lep primer, kako v bistvu, ko pač odpremo, ko nekaj predstavimo, se najde tudi kaj novega, ne. Nimamo kakšne podobne slike, nimamo v tem našem fondu, mogoče te bomo mogli še malo raziskati, kako je nastala, zakaj je prišla v to hišo, ker seveda gre za hišo žene, ne, your wife house, ki je seveda bila iz Brežic, tako da ampak nič hudega, to nam zdaj da eno lepo priložnost spet za kaj novega, za novo delo, and we are really, really grateful because this is museum for, you know, to collect, to connect the stories, and also it's nice when you have friends like you, this grateful. We are very grateful. It is completely my pleasure. Ja, najlepša hvala, res smo hvaležni, ne, poudarila sem, da je ravno muzej pač ima pomen v tem, ne, če se lahko povezuje različne zgodbe, če se k nam steka ta dediščina, ne. Mi smo naslovili na letošnjo akcijo tudi muzejski donatorji ožilje muzeja, ker resnično, ne, te žile, če imamo čim več zdravih, dobrih žil, ki poganjajo to naše muzejsko srce, je najpomembnejše. In vemo, da veliko srce in veliko prijateljstvo za Alenko Gerlovič je pa seveda bilo tudi med, mislim, pri naši dragi prijateljici, lahko bi rekli muzeja Tatjani Pinoza, ki nam je v letu 2019 veliko pomagala pri različnih aktivnostih, tudi pri naši ekskurziji v Severno Makedonijo. Tam nam je pomagal tudi naš prijatelj muzeja, dr. Milan Jazbec, ki je bil v tem času veleposlanik v tej državi. Mogoče Tatjana, če bi želela kakšno besedo, kakšen spomin, da li z nami tako proti koncu tega druženja. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa za priložnost, hvala lepa za to vaše dejanje. Namreč letos bo 105 let, kar se je Alenka rodila, ne? Ampak preden začnem, ko je tale vaš prijeten mladenič na to čudovito harmoniko zagral polko, sem se spomnila na en dogodek, ki ni zdaj čisto Zlenko povedal, ampak včasih smo zelo veliko plesali v festivalni v Ljubljani. In jaz sem ob ene tej priložnosti dobila za plesalca enega Gorenca. In midva sva pleslala čist cel večer polke, pa če je bil valček, pa če je bil ne vem kak, ampak midva sva polko plesala. In ko je začela ta polka, sem se točno na ta dogodek, ampak to je tako malo zahecne. Ja, no jaz tako moram povedati, sej zgodb za Alenko, o Alenki in tega je ogromno. Midva smo se kar poznali precej let in tudi, bom rekla, proti koncu kar zelo prijateljevali. Ampak ne, mogoče povem anekdoto, kako sem jaz pravzaprav zvedela za Alenko, kako sem jo sploh videla. V Križankah v Ljubljani, včasih poleti, ko so bili poletni festivali oziroma glasba, smo se enkrat pač zbirali en poletno večer in jaz tako stojim in gledam in vidim tam eno žensko, tako mečken, nedolgi, v njeni taki, ne vem, ta jopi je bila, pod pazko je imela deko, pa jaz gledam tisto, pa vprašam prijatelj, kaj je tisto, pa vsi okrog so jo pozdravljali. Sem pa rekla, kaj pa je to za ena ženska, ki tam gre? Ja, je rekel, veš kaj, to je pa Alenka Gerlovič, ona je 3/4 Ljubljane naučila slikati, ne? No, potem se je tam gospa usedla, mi začnemo poslušati, jaz vam povem, čez kakšno uro bi jaz tisto deko, ki je imela Alenko tam pod pazduho, tako rada imela, da bi se ugrnila vanje, ker je postala res hladno, pa čeprav do poleti. Taka je Alenka bila, ona je imela, tako bom rekla, zelo
Kakor je bila umetnica, ko je sebe dala to na platno, kar je pa dana, je na drugi strani zelo z nogami na tleh, zelo realistična in je stvari znala zelo dobro oceniti. Ne. Tako da ja, bila je ena oseba, ki je ogromno vedela, ona je ogromno brala, ona je pravzaprav zanimala jo, predvsem jo je zanimala zelo glasba. In ona je hotela tudi peti, ampak je potem, ko je svojo sestro Vandro slišala, je rekla, ne, jaz pa ne bom pela, ker tako dobro pa ne pojem, ka Vandra. Ne. In skratka, en kup stvari pisala je, za gledališče je pisala in tako naprej. Tako da njena delovanje je bilo na mnogih področjih in seveda iz teh vseh področij je potem črpala za svoj likovni jezik, za svoj likovni izraz, ki ga je potem samo plemenitila s tem, kar je vse okrog še pridobila. Tako da ja, bila je ena krasna oseba, velika mirovnica, ona je bila, pravzaprav je rekla, ko je stopila med vojno aktivno v OF, je rekla, da takrat je bilo treba izabrati med dvema zlema. Ona je izbrala manjše zlo, ker pač takrat se je bilo treba odločiti za nekaj. Ne. Tudi potem, kasneje v življenju, je zelo veliko prispevala na raznih akcijah in tako naprej, pa se tiče tega mirovništva. Bila je zelo naklonjena otrokom, čeprav je rekla, da šolo jo je obremenjevala, ampak bila je tudi humanitarka, zelo veliko je darovala za otroke. Ne. In bila je velika popotnica. Mislim, da samo v Avstraliji, da ni bila, drugače je bila pa čisto po celem svetu, v Ameriki celo ne, 2-krat, 3-krat in tako naprej. Tam so tudi kanjoni in te zadevščine, lepe zadeve. Ne. In potem proti koncu življenja, oziroma proti zrelejša leta, no, je bilo pa njeno slikarstvo za njo že pretežko, ker ona je imela eno svojo tehniko, ona je na tleh risala, ne? Ona je imela platno in na tleh na kleče potem risala tisto, kar je risala v akrilu. Ne? No, to je bilo zelo težko, fizično zelo težko, da potem pač tega ni več mogla in se je potem nekako vrnila k akvarelu. Ona je začela z akvarelom, ampak potem ga ni toliko prakticirala, no proti koncu življenja se je pa vrnila na akvarel in zadevščina je bila tako, da je šla v naravo in ona veliko v naravi slika. Veliko je tudi pravzaprav fotografirala, pa je potem po spominu dokončala. Ne? Bila je pa na naravo malo jezna, ker je rekla, da se je tako hitro spremenjala, da ko je ona od včeraj, na jutro prišla je že čez drugače, kot je bilo včeraj. Pa tako naprej, tako je imela. No, moram pa še povedati, da je ena veliko ljubezen, to je bil njen Fernandel. Fernandel je bil spačak. In ker je bil Francoz, je bil Fernandel. In tega Fernandela je ona vozila dokler se ni zelo ponesrečila, ko je potem dejansko morala v bolnico po operaciji in tako naprej. No, skratka, tega Fernandela je, to je bil čisto posebna zgodba, čisto za eno knjigo napisati. No, tako da ja, ne, in medtem smo nekako prišli skupaj, potem, da smo začeli sodelovati. Jaz sem vodila eno razstavišče v enem podjetju in takrat v tistem času, ko sem pripravljala programe, pa to sem jaz ugotovila, da govorimo samo o moških slikarjih, kot da žensk sploh ni. In pa sem se umislila in sem rekla, zakaj pa ne bi naredili cikel razstav, v katerem bi razstavljala pa samo ženske. In smo imeli tako 5 sezon, tako da smo predstavljali 20 avtoric vseh obdobij in stilov in tako naprej, no in takrat je na tem seznamu se znašla tudi Alenka. No in ko sem omenila, ljudem še nekaj zbog Alenka, da se z Alenko grem na sestanek z Alenko, veš, ona je pa težka, ona pa pazi. Sem nekako, ne vem,
bomo vzeli. No, in jaz moram reči, da sem imela eno neverjetno srečo, da sva od prvega trenutka, ko smo se pravzaprav že po telefonu pogovarjali in ko sem je razložila poanto tega cikla, sodelovali skozi pravzaprav do konca življenja. In to zelo, zelo tvorno. Jaz sem se od Alenke ogromno naučila. Ogromno so tudi hodili po razstavah po Sloveniji in tako naprej. Da ne govorim o tisti, ki je imela v Makedoniji, makedonske valizme, tisti bo sploh nekaj. No, da ne bom predolga, naj samo še to povem, da Alenka je imela tudi eno veliko strast, eno tudi, čemu se ni mogla upreti. To je bil pa sladoled. Sladoled in to sladoled kadarkoli. In če sem ji prinesla, ni bilo, mislim, za njo ni bilo težko rojstnodnevno darilo, ker sem prinesla sladoled, ker je bilo krasno, pa smo bili zadovoljni. Ampak se spomnim enega dogodka, ker smo šli v Makedonijo, takrat sem imela dol razstavo teh makedonskih in so bili na letališču, na Brniku so čakali in v tistih 2 urah je ona 5 porcij sladoleda pojedla. Še dobro, da je avion prišel. No, in pa še ena zgodba, čisto slučajno smo se skupaj našli enkrat na Komiči na Visu na dopustu in tam je bil obred tak. Ona zjutraj zajtrk s tem sopotnikom, tovarišem, vidom, so zjutraj tudi zaprala in tako naprej, pa potem vid je šel brat, Alenka šla pa slikat ven, vzela štefaraj, svojo haljo in tako naprej in šla nekam v hrib pa slikala naprej. Ampak do tistega mesta, ko ona prišla, so bile 3 slastičarne. In to je morala najprej obdelati, in potem, ko je to obdelala, je šla slikati in nazaj spet šla na sladoled. No, tako da, to so bile eno take posebnosti, ki so ji dajale pa eno tako otroško, ker v blizu kakorkoli je delovala tako strogo, pa ne vem kako, je imela v sebi še vedno enega velikega otroka. Tako da, sem pa malo presenečena na tole sliko, ker tole takih motivov pa ni veliko, ne. To pa res bo treba raziskati, tako naprej, ne. Tako da, hvala lepa. Hvala lepa. Najlepša hvala, tudi vam se zahvaljujemo. Enim derlicem. Hvala lepa. Hvala, ja. Sem vesela, da se ponovno vidimo in da ste to krasno zgodbo delila z nami. Mogoče je pa kaj v imenu, ker jaz imam tudi zelo rada sladoled, ne. Tako da očitno je to z imenom povezano. Sicer ne bojem toliko, ampak bi ga pa, ja. Za rojstni dan bi ga pa. Ja, tako da go. Brez težav. Sem malo zbirčna, čisto vsakega na prijem. A pa ne? Dobro, res je slično, velika hvala. Trenutno je pri nas glede stalne postavitve Alenkinih del tako, da prenavljamo prostor, ki je bil poškodovan po potresu. Malo se nam je tam zakompliciralo, tako da bomo letos malo drugače predstavljali njeno življenje in delo kot eden pomembni donator in res odlično, da je prišla tudi ta slika in nekaj časa bo imela mesto v knjižnici. Prav, Robert, lahko, ne da? Ja, ker se mi da to zelo lepo paše tukaj. Kot veste, Robert vedno tudi priskrbi te krasne vrtnice, ki bomo potem podelili, priskrbi tudi te zlate bombončke, ne, ampak seveda tudi mi bomo poskrbeli potem še za druženje in za pogostitev, ter seveda se lahko še veliko pogovarjamo o vseh teh temah. Mi bomo se zahvalili tudi Robertu, ker nas je tako lepo danes, je dal ženskem prednost, ali da danes. Hvala lepa in seveda, ja se če ste opazili na to tablo pred knjižnico, smo dali tudi eno tako izjavo, dali ta znak, ta logotip muzejskih donatorjev Živje muzeja, pa tudi napisali, da je naša muzejska knjižnica prostor, kjer se prepletajo poti do znanja, ljubezni do dediščine in pogumni zgodb iz preteklosti za prihodnost. To je resnično ta prostor in ves čas vabljeni.
I will tell it in English just for you, yeah? Because our museum library is a place where the path to knowledge, love of heritage, and courageous stories from the past come together for the future. Very nice. Yeah. In potem seveda smo dodali tudi to, kar je zdaj zelo pomembno, Agenda 2030, te cilji naše družbe, ki bi jih radi dosegli. Med njimi je seveda tudi zdravje in dobro počutje, ne, ker seveda knjižnica pri tem pomore, potem kakovostno izobraževanje, ne, to je tudi zelo pomembno, in seveda tudi enako spolov, kar smo pa danes tako zelo dokazali, ne, smo se ves čas lepo družili na vseh ravneh. Tako da resnično najlepša hvala. Zaključil pa bo seveda naš gost, naš mladenič, naš odlični glasbenik, ko je bil zadnjič pri nas, smo rekli, da bo enkrat igral v Viteški, ne? Ja, bomo, ne? Ampak dobro, malo še bo treba, ne? Še kakšno, ja. Ampak takrat smo obljubili, nismo še tam, bomo pa veseli, da si zopet z nami in da bomo za konec spet poslušali skladbo Astorja Piazzole, in sicer to bo pa sploh odlično, ker omenja Michelangela. Se pravi, zaključujemo prav tako, kot je treba. Skladba ima naslov Michelangelo 70. Tako. Andraž Kovačič. Ta večer je zdaj uradno zaključen, zunaj nas čaka pogostitev, kot dodatek, pa lahko mogoče, če kdo želi, posluša, kako je, pa kaj imamo novega, To je pa recimo ta dodatek, to je zdaj že postscriptum, Vse to imamo po minutki, Minutki, Načas, da pripravijo, minutki. Če pač en dodatek,
Tako, evo, nekako se je tudi pripetilo, če lahko tako rečem, no, da smo v 4-5 letih, odkar smo začeli postavljati, graditi to knjižnico, če lahko tako rečem, no, mislim, da smo zdaj prišli do našega cilja. Zadnja pridobitev, ki sem si jo zelo želel, ker sem tudi geograf, je tale Globus, ki je prišel pred nekaj tedni iz Nemčije. No, tako, to pa zato, ker sem po svetu videl veliko knjižnic, zelo rad hodim v knjižnice, rad imam knjige, obožujem knjižnice in sem jih res veliko obiskal, meni so bile najlepše angleške in tako mogoče tudi ta knjižnica ima nek angleški mal nadih s temi Lloydami in to opremo in vsaka je imela zmeri tudi Globus, tako da sem se odločil kar za geografskega, ne tudi za zgodovinskega. Ima ogromno dobre, kvalitetne vsebine, to je narejenje z najnovejšo 3D tehnologijo in tako dalje. Tako da tole. In to je v bistvu to. Aha, še mogoče vrtnica, ja, torej precej predmetov v tej knjižnici je prišlo iz Nizozemske. Popolnoma naključno, meni so bili ti izdelki zelo všeč, tako da recimo vsa svetila, ki jih vidite vključno s svečnikom, so prišli iz Nizozemske. No in te vrtnice oranžne, peach, apricot, avalanche, prav tako prihajajo iz Nizozemske in vsako leto za nas določi ena brežiška cvetličarka, tako da predlagam, da si tudi vsak od vas vzame kakšno, ko boste šli na pogostitev, ne, z veseljem jih odnesite sabo in jih hranite doma še in ne vam zamenjajte vodo 2-krat na dan. Ampak najprej pa lahko damo 3 pa naši novi kolegici Andrejki, tako. Andrejka, boš to kar ti, tako. Ja, pa bom jaz še določila. Zelo smo veselji. Naši drugi Andreji, ne, ki je tvoja velika prijateljica, da tudi za vse poskrbi. bi se lahko dal gostiteljici treba. Ona pa bo vzela vse, kar ostane. Aha, damo njeto 3. Izvoli, kar je Tatjani, dragi. Evo, Tatjana je to pa eno željo. Res najlepša hvala. Pa gremo, ne, malo.